kar vidimo predvsem strani gospe iz SMC, je pač prizor tipičnega izvotljenja funkcije politike. Zdaj, tle se skrivate za formalizmi, ki na koncu niti ne zdržijo, se pravi, da ta odbor ni pristojen za to, da ta odbor takih sklepov ne more niti sprejemati. Kdo pa ste vi, absolutni arbiter, ki bo določil, kaj bo ta odbor sklenil? Ta odbor, če se odloči, da bo sprejel ta sklep, ga lahko sprejme. In ne zdaj vi nas tle poučevati oziroma vi diktirati, kaj lahko ta odbor dela. To je ena stvar. To, kar počnete, je to, da nočete demokratične razprave, nočete reševati očitnih težav, ki jih prepoznavamo na tem odboru. In seveda poudarjate z svojimi intervencijami, da ne razumete osnovnega problema. Ne, to, kaj so zahteve SDH-ja, ni vprašanje odbora za gospodarstvo. Še enkrat ponavljam, te zahteve SDH-ja ali pa države, če želite, kot tiste, ki je strategijo napisala, vplivajo na delovne razmere, na delovne pogoje, na število poslovalnic in tako naprej. Zato, ker država zahteva, da toliko in toliko dobička gre v dividende in si jih izplača v proračun. In to je pristojnost tega odbora, če hočemo to ustaviti. Če hočemo reči, ne, mi želimo namesto dobičkov v državnem proračunu več poslovalnic, boljše pogoje dela za poštarje in tako naprej, je to odločitev države in je to tudi nekaj, kar ta odbor lahko naloži vladi. Ker je vlada tista, ki lahko spreminja strategijo upravljanja. In je tista, ki lahko napiše zelo jasno v strategiji upravljanja, da pri tem konkretnem podjetju si želimo, da ne bodo dobički šli na račun delovnih pogojev, plač in tako naprej, ampak bo izvrševali osnovno socialno funkcijo kapitala, ki bi jo moral imeti tudi po ustavi, se pravi, da skrbi za ustrezne delovne razmere, za dovolj dobre plače, za dostop do poštnih storitev. Zdaj pa vi pogledajte v kamero in povejte ljudem, zakaj nočete o tem razpravljati in zakaj nočete takih sklepov sprejeti.